Že enkrat znižali hitrosti v naseljih, pa je smrtnih žrtev skoraj 10% več, kot jih je bilo takrat, ko je bila hitrost večja. Sej, kaj se dogaja? Recimo v Ljubljani sredi noči kazimo v 3-4 po noči, ko ni pravzaprav na cesti tako rekoč praktično nobenega avtomobila, stojijo policaji in lovijo tiste, ki vozijo prehitro skozi mesto. Tam, kjer bi policaji morali biti, tam jih pa seveda ni. Tam jih ne boste videli. Tako da, smiselno bi bilo pa nekaj drugega, ne? Pri varnosti cestnega prometa. V Slovenski nacionalni stranki smo že nekajkrat dali predloge, da se da tovornjake na vlake. Vendar cestni lobi, tovornjakarski lobi je to preprečil. Pa vendar so tovornjaki vzroki velikih in mnogih prometnih nesreč. Ravno tako smo tudi vložili vladi predlog, da bi tako kot je v Italiji prepovedali prehitevanje tovornjakov na avtocestah. Verjetno je že vsak od nas videl, kako se zgodi, ko peleš 130 na uro in ti tovornjak skoči pred avto z 80 km na uro oziroma z 81 km na uro, ki prehiteva tovornjak, ki pelje 80 km na uro. In potem se cjaže za tistim tovornjakom 3/4 ure, da prideš naprej in potem zopet en tovornjak skoči ven. Zgleda, da na ministrstvu določeni policaji, ki so ta zakon pripravljali, ne razumejo stvari in jim ne znese, da bi to spravili v tak normalen okvir. Ampak zato mi tega zakona tudi ne bomo podprli. Bi pa prosil gospoda prijatelja Srečkota, da bi še on kaj povedal, še mogoče kaj bolj konkretno, pa še kakšne pobude in te zadeve, ki smo že imeli in še bomo. Hvala lepa, predsednik. Prizadevanja Slovenske nacionalne stranke so usmerjeno predvsem v to, da bi se ustrezna varnost in urejenost cestnega prometa zagotavljala na način, kot je to praksa tudi v ostalih evropskih državah. Če bi to, seveda, naše pobude, če bi bile uslišane, če bi to vlada upoštevala, ne bi bila smrtnost na cestah taka, kot je. Na leto nam umre namreč za en razred otrok, kar je nesprejemljivo dejstvo. In mi smo na vlado naslovili tudi, v informacijo vam smo dali, kar nekaj pobud. In sicer, dovolite, da jih naštejem. Prva pobuda je bila, da se v bistvu se strani Ministrstva za promet pripravi ustrezen zakon. Prejšnji minister nam je to obljubljal. Sam sedim v tem odboru, matičnem delovnem telesu za promet, in z novim ministrom pač je ta obljuba pozabljena. Pričakujemo zakonsko preusmeritev težjega tranzitnega tovora iz cest na železnice. To je smiselno in to se mora zgoditi po vzoru lahko tudi Evrope. Avstrija je tu zelo lepo uredila to vrstno problematiko. In pa seveda preusmeritev tranzitnega tovora iz državnih cest na avtoceste. To je nujno. S tem bi se povečala pretočnost na državnih cestah in ves čas že opozarjamo tudi o tako imenovano prometno regulativo prepovedi prehitevanja tovornih vozil med sabo po desni strani na avtocesti, kar je že predsednik prej omenil. Smo bili proti tudi temu, da se je vlada odločila, da ukine Svet za varnost in preventivo v prometu, ki je dejansko vplival na vzgojo in izobraževanje v osnovni šoli, in tudi proti tem vinjetam, ki sedaj nekje prihajajo, smo v bistvu podali že izjavo, da so smiselne le, če se ukine tudi v bistvu plačilo, ki je potrebno pri vsaki registraciji, in to je obvezno plačilo za povračilo porabe cest v državi. To je potem nekje smiselno, da uvedemo vinjete. Poglejte, zdaj pa ta zakon o varnosti cestnega prometa. V preteklosti smo novelirali ta zakon tako, da smo povečali dovoljen ostni pritisk za kamione in zmanjšali kazni za prekrške, za kamione govorim. In seveda s tem smo povečali smrtnost. Danes, ko gledamo ta zakon zopet, vidimo, da je noveliran v smislu, da uvaja nove represije, kot je že predsednik prej poudaril, višje cene, kazni in tako naprej. Ni se pa loteval glavne problematike. In sicer mi mislimo, da je na državnih cestah absolutna
podhranjenost v investiciji in tekočem vzdrževanju. To nismo dejansko tekoče vzdrževali v zadnjem obdobju niti eno cesto, ki je v državni lasti. Drugo, odprava prometnih črnih točk v Sloveniji je taka, kot je, oziroma nastajajo še nove. In tretja stvar, ki smo jo pa že povedali, da bi se preusmeril promet iz državnih cest na avtoceste, niti slišati vlada noče o tem, ker seveda bi bil to nov pritisk na vlado se strani kamionistov, ki morajo plačevati velike astronomske cestnine za uporabo avtocest. Skratka, vkolikor bi se te predlogi, ki smo jih zdaj omenili, upoštevali tudi v novem zakonu, bi vsekakor dali pozitivno mnenje k temu zakonu, ker pa zakon temelji zgolj na uvajanju novih represij, pa na žalost našega soglasja v državnem zboru ne bo deležen. Smrtnost na cestah je pa v porastu in na žalost to ni spodbudno, da bi se na tak način tudi s to novo novelacijo zakona karkoli zmanjšalo. Kar se tiče pa novogradnjeva, pa problematika tako ali tako poznana širši javnosti. Vidimo, da v bistvu delamo zelo nekvalitetno in da pri novih gradnjah imamo omejitve skozi tunele 60 km/h, krivci pa so neznani oziroma se predlaga iz Darsa na enega in na drugega, tako da se ne ve več, kdo je za kaj odgovoren. Poanta današnjega dne je oster protest z naše strani, da zakona pač v državnem zboru ne bomo podprli in da to ni reševanje in iskanje ustrezne varnosti v cestnem prometu se strani ministrstva. Zakon je tako rekoč zelo pavšalno noveliran in seveda so spremenjene cene navzgor iz pretvorbe iz tolarja v evro in če pogledate drugi člen, tudi zelo velike ugodnosti dodatne za kamionske prevoznike. Predsednik. Hvala lepa.